še vedno Janin in tole še vedno Daja Popotnik. Tole je pa že spet Elena Kukovica, ki jo že poznate, če ste zadnjič gledali in ste slišali že marsikaj zanimivega od nje. O čem bi se danes pogovarjali? Kaj praviš, o Srednji Ameriki ali kje si še bila praviš? Na koncu sem bila v Južni Koreji pa v Indoneziji. V Severni Koreji pa še ne. To pa ne, ampak me tudi nekaj drugače. Mene tudi. No in kje se ti je kaj zanimivega zgodilo? Oziroma, kje so se ti dogajale najbolj zanimive zgodbe? Itak je to zelo težko reči, ker so povsod, ampak eno, ki se mi zdi taka porudarna, je bila v Indoneziji. No, super, bova takoj dale slišala. Elena se vam zdi lepo in zdravo in dekle brez problema, ampak celo življenje pa nisi bila tako grozno zdrava, je tako? Ne, nažalost ne. Kaj se je pa zgodilo? Evo, ena zgodba, ki se mi zdi porudarna, zanimiva, zdaj se mi zdi še stokrat bolj zanimiva, takrat se mi je zdela grozna. Je bilo moje potovanje v Indoneziji, po Indoneziji na Bali specifično, ko sem imela nepričakovano eno zdravstveno težavo. Oho, Ja. malarija? Ne, pa smo mislili, pa smo upali, pa ni bila v bistvu. Upali smo. Da bo kaj takega. Ali pa denga tudi, pa tudi ni bilo denga. Tudi ni bilo. Ja. Steklina. Steklina? Ni bila na koncu, spoiler, ker sem še smer z vami, ampak Kaj, kakšne lisice, volkovi, dingoti? Pes. Normalen pes. Ja, antiklimatično pes. Kaj pa je delal? Šla sem obiskat eno prijateljico, ki dela na eni farmi, na eni kmetiji na severu Balija. In zjutraj Okrog lovine nekje? Prosim? Okoli lovine nekje? Ja, tako. In jaz sem mogla tja priti z motorjem v 5 zjutraj. Aha, Moj voznik kje si poštartala? v Čanguju. Aha, okej. Dol, na jugu centra. Blizu Kute. Ja, tako da poznaš. Mal. In me je moj voznik nažalost zapeljal na pašno vas, jaz pa nisem imela podatkov in me je tam pustil. Jaz sem se malo ozirala, kje zdaj sem in sem bila v eni ulici, kjer je bilo veliko potepuških psov. Jaz drugače imam ful rada živali, me sploh ni strah psov, tako da nisem posvečala preveč pozornosti. Potem je pa prišel en vaški pijanc, tako da se najdejo kjerkoli že si na svetu, valjda. Ja. In je prišel do teh psov in enega brcnil. In so se vsi razjezili, vsi začeli lajati, renčati in jaz sem videla za sabo situacijo, sem rekla, shit, kalma, vse bo v redu, ti sam pot naprej. In sem šla naprej in z nič je pretekel en majčken tak, malo težanček situacija, me je zagrabil z celega za moj gležen in me ni spustil. Wow. Ja. Potem sem ga nekako brcala dol svoje noge, je šel, 10 psov za mano, tako da sem laufala kakšen kilometer po ulici dol. Po moje sem podrla Boltov svetovni rekord, ker sem lahko pod adrenalinom, da sem kar šopala. Krim je ful tekla, problem je pa tako, ker prvo nisem vedela, kje sem, pa sem nekako najdla enega lokalca, ki me je povezal z mojo prijateljico. Drug problem je bil, monsun je bil, tako da je bila voda do vsem gor, čez cel dan. Kjer mesec je bil to? April. April, aha. Ja, monsun. Ja, grozen. In tretji problem, šla sem v 8 klinik in ni bilo cepiva. Ni bilo, nisi mogel dobiti. In mi da so preklicale povsod, vse klinike, bolnice. Šla sem v eno bolnico lokalno, ki je bilo ful grozen men, ker sem zgledala načeloma zdrava, tam je bil pa folk brez roke, brez noge. In sem zgledala kot ena privilegirana belka čudakinja, ki tam teži. Potem pa na koncu po 25 urah, načeloma samo še 24 urah, če nisi prej cepte se za steklino, prosim, naprej, so prišle do ene čisto zakotne, majhne veterinarske klinike in tam so mi povedali, da imajo cepivo zame. Sicer steklino, tetanus in če imaš velik ugriz, se moraš še imunoglobulini cepiti. To je ena stvar, ki ti potencira... A to je ena injekcija za vse to? Ne, 3. Steklina sta 2, tetanus 1, za imunoglobuline ti pa preračunaj na tvojo telesno težo. Jaz sem mogla dobiti 4, ampak to ti gre ven in noč skozi rano, tako da sem jih 16 dobila. In bila je veterinarska, tako da nisem imela navadnih. In to ne moreš vse naenkrat, ampak v teku enega tedna ali pa 2, ne? Ne, to imaš vse naenkrat. Vse naenkrat? Tako da je trajalo uro pa pol vse skupaj. In ona punca meni reče, tam bile smo, jaz pa moja prijateljica, pa zdravnica, ki je bila lih toliko stara, kot jaz, pa sestra, ki je bila pa še mlajša. Tako da smo bile girl boss team tam. In ona mi reče, ja, mamo, edine smo tle zdaj, ki imamo, stalo bo pa 3 ure. Wow!
Evrov? Ja. Wow. Jaz sem začela tam jokati. Jaz sem Ja. lahko, kako ne vam jaz zdaj tle dam 3 ure, in ona ja, live ali pa 3 ure, zdaj pa zberte. Čakaj, kakšnega tega korisa pa nisem imela? Sem imela, ampak nisem mogla najprej kontaktirati, pol sem jih pa dobila, ampak to je cela procedura. Zato, ker zavarovalnica ima podpisane inštitucije, ki so partnerske. Ta valjda ni bila, Ta valjda ni bila, ja. Neka, ne? In jaz sem mogla njih prepričati, da lahko z njimi sporazum sklenijo, da lahko jaz dobim ta denar nazaj. Zato, ker oni so meni poslali naslovih 3, da tam imajo, jaz sem šla po vse te 3 in niso imeli. Niso imeli. In sem mogla jaz njih prepričati, da imajo oni narobe napisano v računalniku. Štala. Cela. Pol smo se zmenili, sem plačala, sem pol dobila nazaj, hvala Bogu. Pol je bilo še 2 uri, da so pripeljali ta zdravil, vmes sem jaz hengala na ulici ob 4 zjutraj z enim dedijom tam iz vasi, ki je bil drugače ful prijazen, pa še zmeraj mi na WhatsApp piše, da ful lepo zdravljenemu dediju, ki me je pa znamo angleško? Ja, O. super. En tak guru, Ja. ful razsvetljen, ful Hindujski ali budistični? budističen. Aha, okej. Tak, res, Ja, res Bali je klasa budistični, A. ja. Klasa A model. Sicer je tako, ne? V budizmu v bistvu sploh ne smeš ubiti nekoga, tudi če je žival že na pol mrtva, še zmeraj jo pustijo primer, ker so pač budisti, ne nasilje. No, on je bil zelo nenasilen, zelo prijeten, super gospod. In pol je prišlo to zdravilo, meni so dali, ker so imeli samo na koncu igle, so mi dali kar po usta, da se nisem Ojoj. To mi je še vse posnet, pa lahko pokažem pol. To pa nujno. Sem šli noter pa ven skozi gleženj, jaz sem tam se drla, na koncu mi rekel, da mi lahko, če rada pojem, da jo lahko musko na glas, da se lahko jaz derem. Mislim se jaz tam pol ure drla Ja. zraven karaoke, tudi posnet, by the way, ker bi kolegica snemala, vmes je moja kolegica skapadla, ki je gledala, kaj meni delajo, tako da so mogli še nog hospitalizirati. Pa imaš te posnetke? Ja. Jih bomo kopirala zdaj le noter. To pokazali. Tako da sem pol dobila vse to, imela sem nogo, kakor en slon, ki je bilo toliko tekočine noter v cepivu. Sem bila že v redu, sem se že usedla in meni ta punca reče, zdravnica, ful profesionalna, da če se v redu počutim, mi lahko pokaže, kako izgleda moja noga, jaz pogledam mojo nogo, ko zlam po zdravnici. Čakaj, a to je od okužbe? Od psa je bilo to natekla ali od teh zdravil? Zdravil. Ojoj. Ja, to mi je ona že prej izpustila, tako da ni bilo več, ni bilo nagravljeno. Zrihtava, prideva domov, Boge, zmatrane, prespiva, naslednji dan sem jaz letela domov, potem sem v Sloveniji, jaz sem imela že karto. V Sloveniji sem dobila še 2 cepivi, zato ker mi imamo shemo na 3 ali pa 4 cepiv za steklino. In po 4. sem pa ful zbolela. Pa še to? Čist iz noč. Za steklino ali za alergična reakcija? Dobila sem sam 40 vročine in sem imela po 14 dni. In so me... Če kdaj je bilo to, koliko let nazaj? To je bilo en mesec tako nazaj. A jo, zdaj? Ja. O, leta 25. Jaz sem bila hospitalizirana na infekcijski v Ljubljani in je bilo vse ful strah. In je bilo mene ful strah, no vse ful strah, moje ta stare še bolj, po moje, ker jaz nisem tako vedela kaj se je dogajalo, ker je bila moja klinična slika identična v začetku stekline. Aha. Stekline za one, ki ne veste, ni zdravila, umreš v roku 1-2 tedna. Super. Super, fenomenalno, ja. Tako da so me testirali na vse, imela sem CT s kontrastom, rentgene, ultrazvoke, na 6 hemokultur vse, tako da sem dobila za 100 menedžerski pregled, by the way, zdaj da nimam nič od teh stvari, super. In na koncu, po 2 tednih so ugotovili, da sem imela eno zelo nišno verzijo streptokoka in eno svinjsko angino. Zato, ker sem imela tudi tak grl, pa res velike blazgavke, sem mislila, da imam tudi manj. Kot reakcija na cepivo, ali kaj? Cepiv mi je znižal mojo imunsko odpornost. Ja, odpornost. Potem sem pa nekaj pasala in me čisto. Tako da po 3 tednih na koncu sem bila nekako v redu. Imam še ene brazgotine od tega ugriza. Pokaž. Pa ne vidite škotlele, pa z druge strani, pa eno udarno zgodbo. Skratka, življenje ni vedno tako lahko, kot človek si predstavlja, ne? Res ne. Ampak
zakaj sem se jaz naučila? Ker sem prej prepotovala vse zelo na easy, brez katerekoli problema, nikoli se sprašvala. Zdaj si malo pogledam situacijo, pa če se je zacepati za kakšne tropske, če se da se cepati. Za vsak slučaj. Ja. No, takole, upam, da ste se zabavali. To je bila Elena Kukovica. Jaz sem bil še vedno Janin in to je še vedno oddaja Popotnik. Torej, Elena, hvala lepa, da sem me obiskala. Najlepša hvala za pozornost. Ja, hvala. Evo, no in lepo se najte in se vidimo prihodnjič. Adijo.